Kontingent je pripravljen, da nadaljuje z izpolnjevanjem obveznosti Republike Slovenije v Afganistanu. V veliko veselje mi je, da lahko pozdravim člane družin pripadnikov kontingenta. Hvala, da ste danes z nami. Brez vas bi danes nekaj manjkalo, slovesnost ne bi bila popolna. Hvala za vašo podporo v času priprav. Brez vašega razumevanja ne more biti kakovostnih priprav. Cenimo, ker ste pripravljeni, da boste prevzeli bremena skrbi in obveznosti v naslednjih 6 mesecev, ko ne bo doma vaših hčera, sinov, mož, fantov, deklet. Tam, kjer boste čutili, da vam lahko kaj mi pomagamo, prosim, povejte. V sestavi 17. kontingenta bodo tako kot v prejšnjih 3 delovali tudi pripadniki nacionalne garde iz Kolorada. Sodelovanje z nacionalno gardo traja že več kot 15 let in skupno usposabljanje pripadnikov afganistanske vojske je najboljši dokaz dosežene ravni sodelovanja in prijateljstva. Poštovani, 85 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske in 3 civilni specialisti bodo naslednjih 6 mesecev v poveljstvih sil ISAF, mentorskem timu ter enotah za usposabljanje podpirali napore mednarodne skupnosti za vzpostavitev učinkovite vojske, ki bo lahko skrbela za varnost lastne države in svojih državljanov. Z napotitvijo tega kontingenta je Slovenska vojska napotila že več kot 1000 pripadnikov Slovenske vojske v Afganistan. 8 let uspešnega uresničevanja poslanstva v večnacionalnih silah, ne dvomim, da bo tako tudi tokrat. Pripadniki 17. kontingenta, da ste danes po stroju, pomeni, da ste usposobljeni, motivirani in psihofizično pripravljeni za napore, ki vas čakajo. Poznate naloge in poznate nevarnosti, ki vas čakajo. Veste tudi, da se bo struktura tega kontingenta spreminjala glede na spremembe nalog ISAF in da bo vaša naloga tudi začetek vračanja nepotrebne opreme v domovino. Pričakujem, da boste nadaljevali dobro sodelovanje z afganistansko vojsko, da boste dostojno zastopali slovenske barve v mednarodni skupnosti, predvsem pa vzdrževali izurjenost, spoštovali ukrepe zaščite sil ter ravnali preudarno in pazili ena drugega. Mi doma bomo skrbeli, da imate tam, kar je potrebno in naredili vse, da izpolnimo še en dolg, ki ga imamo, da najdemo junaka v tej deželi zdravnika, zdravnico, ki je pripravljen z vami deliti usodo v Afganistanu. Želim vam uspešno in varno pot, srečno. Vaš kontingent je nekaj posebnega. Je zadnji kontingent, ki odhaja na to nemirno območje v obsegu do 90 pripadnikov. Kot veste, je vlada na zadnji seji sprejela sklep, da se naši kontingenti v Afganistanu postopoma zmanjšujejo in naši naslednji kontingenti bodo tam samo do 80 naših pripadnikov. Ta posebnost še posebej navdihuje oziroma daje zaveze. Kot je povedal že poveljnik, ste visoko usposobljeni, potrebno opremljeni in seveda predstavljate našo državo. Na to nemirno območje odhajate s drugimi zavezniki in kot veste, je Slovenija vedno držala besedo. Tako kot smo rekli, da skupaj gremo, tako smo rekli, da bomo tudi skupaj odšli. In to je izjemno pomembno. To je pomembno za nas, za našo kredibilnost, za naše zaveznike, predvsem pa za afganistansko ljudstvo. 28 držav zaveznic NATO, med njimi tudi mi, in prav toliko tistih, ki niso zaveznice, sodeluje v tej operaciji. Sodeluje ne samo zato, da usposobimo afganistansko vojsko, da usposobimo afganistansko policijo, kjer boste imeli kot kontingent, 17. kontingent, še posebne naloge. Predvsem sodelujemo zato, da afganistanskemu ljudstvu prinesemo drugačno, lepšo prihodnost. Verjamem, da boste to svojo reprezentativnost, usposobljenost in znanje tja prenesli in ponovno dokazali, kaj Slovenija zmore, čeprav majhna, a vendarle. Spoštovani domači, starši, zakonci, bratje, sestre, posebej hvala vam,
prihaja nek drug čas, prihaja čas, ko bodo najbližji odsotni. Hvala vam za vašo potrpežljivost. Verjemite, da v primerih, ko odhajajo na taka krizna območja naši pripadniki, gotovo ne velja tisti slovenski rek daleč od oči, daleč od srca. Ravno nasprotno. Daleč od oči bo za nas in za vas veljalo to, da bo ti pripadniki še bolj v naših srcih, da bomo še bolj mislili nanje in seveda, da bomo verjeli, in to se nam je do zdaj vedno zgodili, da se varno vrnejo domov. Jaz vam, spoštovani vojaki in vojakinje, želim, da se varno vrnete v domovino.